Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Vprašam vas, a poznate tega gospoda? Ja? Poznate? Ne? Znan obraz? Ni znan obraz? No, to je dr. Grigorij Grabovoj in tisti, ki ga še ne poznate, danes ga boste spoznali in ugotovili, da je bil pa res že čas, da ga spoznate. Dejan Pilko pa tudi prihaja v našo družbo in nam bo zaupal kaj več, da bomo dobro spoznali tega gospoda. Evo, čajček je pa že pripravljen. Samo nastavimo ga. Kar naprej. Lep pozdrav. Čajček čaka, živijo? Živijo. Lep pozdrav. Izvoli, hvala lepa za odziv. In ja, se že vsi veselimo, da izvemo kaj več. Se pravi, takole na hitro, kdo je dr. Grigorij Grabovoj? Dr. Grigorij Grabovoj je ruski znanstvenik, ki ima 5 doktoratov znanosti in je človek izjemnih sposobnosti, ki podaja povsem novo znanje, v bistvu za ohranitev življenja človeka na tem planetu oziroma za rešitev današnje globalne krize. To je dr. Grigorij Grabovoj. Torej, 5 doktoratov, iz katerih področji matematike, ne? Ja, v bistvu je tako. Dr. Grigorij Grabovoj ima čisto drugačne, malo drugačne doktorate, kot smo danes navajeni. Dr. Grabovoj je v bistvu na teh 5 doktorskih dizertacijah dokazal, da praktično človek lahko vedno poskrbi, da je njegovo življenje vedno idealno, torej da lahko poskrbi vedno za svoje popolno zdravje, za skladne odnose, za idealne dogodke in tako naprej. In vseh 5 doktorskih dizertacij, ki jih je ustvaril oziroma ki jih je tudi podal, jih je ustvaril s tem namenom, da bi človek spoznal, da bi torej imel nek dokaz, da je to resnično možno. Mnogi bodo zdaj mečkeno, čakaj, kako zdaj, ogromno je preučil, tukaj in tukaj doktoratoma, pa govori o miru, pa o temu, da ne gre skupaj za marsikoga. Ampak večina ljudi pozna dr. Grigorija, ki ga pozna po številčnih kodah. Kaj pravzaprav predstavljajo te kode? Seveda najbolje je to utrditi tako, da v bistvu dr. Grabovoj je znanstvenik. In torej ima tudi za to znanstveno podlago, torej znanstveno razumevanje, pojasnitev. In številski niz, če ga želimo razumeti, moramo prvo vedeti, zakaj nam ga tudi podaja oziroma kaj je to. In iz zornega kota dr. Grabovoja je to tehnika, ki omogoča človeku, da poskrbi za svoj idealni razvoj. Dr. Grabovoj je še ustvaril veliko oziroma podal veliko drugih tehnik, kot so recimo tehnike z deli telesa, s svetlobo, z geometrijskimi liki, z deli zunanje realnosti, kot je z rastlinami, gorami, planeti in tako naprej. In številski nizi so ene izmed tehnik, ki so v bistvu danes najbolj poznani in tudi najbolj priročni. Potrebno je povedati, da dr. Grabovoj je z vsemi temi tehnikami imel 100% rezultate. Torej, dr. Grabovoj razpolaga s 4500 javno objavljenimi verificiranimi dokazili. In kakšni so njegovi dosežki? Dosežki so takšni, da v bistvu on je preprečeval nesreče, kot so recimo letalske, vesoljske nesreče, torej preprečitev, da se ne bi zgodila kakšna nesreča na satelitu v vesolju, oziroma tudi jedrsko elektrarno je rešil in tako naprej. Kar pa je še danes najbolj zanimivo na družbenem področju, je pa to, da je veliko naredil za zdravje človeka oziroma za ohranitev človekovega življenja. Dr. Grabovoj je v bistvu ozdravil ljudi od mnogih bolezni, tudi najtežjih oblik bolezni, tako AIDS-a kot raka. In to vse z številkami, ne? Ampak ljudje vidijo številke in mogoče hitro povežejo z numerologijo, pa to nima veze. Ja, res je, ja. Veliko ljudi to danes počne, ampak da danes mogoče imamo priložnost, da to pojasnimo, da to ni tako. Številski niz je niz, oziroma to je neko idealno stanje predstavlja številski niz in to vsak številski niz. Recimo, če bi dal za primer 1,8,9, 1,0,1,4, to je številski niz za vid. Torej, ta niz predstavlja idealno stanje za vid, torej za oči. In potrebno je še se mogoče malo globje spraviti v strukturo samega številskega niza in pojasnite tako, da v bistvu številski niz je sestavljen iz številk, torej 1, 8, 9, 1, 0, 4. Ne iz števil, ampak iz številk. In vsaka številka daje primerno vibracijo in skupaj tvorijo idealno vibracijsko strukturo, ki je številski niz.
In če še bolje pojasnimo iz zornega kota Grabovojevega učenja, to je številsko izražena informacija o idealnem stanju. Torej, sedaj bi se postavljal vprašanje, kaj je to številsko izražena informacija. In tu je potrebno zdaj dobro razumeti, kaj pojasnjuje dr. Grabovoj. Dr. Grabovoj znanstveno dokazal, da je svet izgrajen in se razvija na informacijski ravni. In človek s poznavanjem te informacijske ravni in s pravilno uporabo informacij lahko doseže idealno stanje svojega življenja. In številski niz je to, torej tako orodje, takšen pripomoč, s katerim lahko to dosežemo. Se pravi, lahko po domače povem, pa boš povedal, če je ali pa ni. Se pravi, naše telo se ves čas prilagaja. Zato, da se prilagaja, rabi informacije. Informacije dobi iz okolja. Dobre, slabe, kakršnekoli pač že. Vse je vibracija, vse je na nek način frekvenca. In te številke skupaj predstavljajo neko informacijo, ki jo preko številk naše telo dojame, zato se določene stvari poštimajo. Praktično gre proti tisti resnici, ampak ni čisto tako. Seveda, da bi to točno pojasnili, bi morali malo pogledati globje v Grabovojevo učenje in bi videli, da v bistvu takšno strukturo učenja, kot podaja dr. Grabovoj, je najlažje pojasniti takšna, da v bistvu svet je kot nekakšna informacijska struktura in človek je ustvarjen s tem namenom, da bi to celotno informacijsko strukturo razvijal. Ampak danes recimo človek ni imel pravilnega poznavanja tega, kako ustvarjati, kako razvijati ta svet. In recimo danes dr. Grabovoj pojasnjuje, da podaja znanje, da bi človek spoznal svojo vlogo v svetu, ki pa je v bistvu poznavanje temeljne zgradbe sveta in pravilnega razumevanja obstoja človeka na svetu. Takole, bova zelo konkretna na telefonski liniji, namreč Natalija Adamič, ki ima tudi sama izkušnje z zdravljenjem s pomočjo teh kod. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Živjo, ne samo, da imaš izkušnje, kar se tiče zdravljenja, tudi sama jih uporabljaš pri svojem delu. Ampak najprej me zanima, kako je potekalo to tvoje spoznavanje, recimo s kodami, kaj se ti je zgodilo, da si prišla do njih? V bistvu prva izkušnja, da sem konkretno dobila občutek, da številčni nizi resnično deluje, bilo pred dobrimi 3 leti in pol, ko sem zbolela za eno težjo boleznijo, ki jo, hvala Bogu, se ni dalo zdraviti z zdravili iz farmacije. In sem bila na ta način prepuščena sama sebi, zaradi tega, ker sem bila pa v času študija precej obremenjena, sem si pa želela napredovati in nisem vedela kako. Takrat sem se spomnila, da sem v bistvu imela shranjene že te številčne nize pri sebi in sem jih tudi uporabila za težave, kjer sem imela. In sem se res zelo hitro regenerirala, če primerjam mogoče druge v isti situaciji, ko so se znašli. Na ta način sem v bistvu vzpostavila to vero, da dejansko to deluje in potem sem jih začela uporabljati za različne situacije. Med drugim je pa potem prišla tudi ideja, ko sem začela v bistvu se malo bolj ustvarjalno izražati, da sem začela izdelovati slike s številčnimi nizi, ki so v bistvu prisotne v prostoru in človek, ki želi delati na sebi, bi lahko uporabil v bistvu v teh kratkih koncentracijah, zraven dam tudi navodila. Druga stvar so pa v bistvu te ogrlice, ko so številčni nizi dejansko prisotni v energijskem polju človeka, zraven tudi v bistvu v družbi kristala. In se je izkazalo to za zelo učinkovito kombinacijo. Odlično. Število jih je že šlo okoli. Super. Najlepša hvala za vse te informacije in izkušnjo, ki si jo delila z nami. Hvala lepa. Ja, nasvidenje. Ja. Takole, no, to vsekakor ni prvič. Moram reči, da tudi kodo zdravja dr. Grigorij Grabovoja sami uporabljamo na naših izdelkih, zato da jih dodatno informiramo in obdelamo še z drugimi informacijami. In po feedbacku vseh tistih, ki te stvari uporabljajo, se vsekakor čuti razlika. Pa dovolj o tem, bodiva znova konkretna. Vzemiva na primer eno kodo, danes jih boste videli še več in si jih lahko tudi zapišete, ampak pomembno je, da jih znamo uporabljati. Vzemiva tale trenutek, na primer, kodo za mir.
Takole naši gledalci jo lahko vidijo, torej 100 11 05 010. Kako sedaj? Ja, kot je tudi gospa povedala, recimo ena verzija enostavnosti teh številskih nizov je, da se jih zapisuje na predmete, ne? Ampak potrebno je vedeti, da učinkovitost teh številskih nizov je, kadar se človek koncentrira na njih. Torej, najučinkovitejše deluje tako, da si številski niz predstavljamo pred seboj ali na listu papirja in se koncentriramo na nj. Ampak potrebno je še ena stvar. Pri vsaki tehniki, ki jo podaja dr. Grabovoj, je potrebno imeti oblikovan cilj, torej pravilno imeti formuliran cilj. In v tem primeru tega številskega niza, ja, za mir, kar je seveda za neko globalno celoto gledano, bi bil pravilno oblikovan cilj: na našem planetu vlada popoln mir in to je cilj. In na to se s tem ciljem v svojih mislih ga zadržujemo in se koncentriramo na številski niz. In tukaj in zdaj, ne? Se pravi, ne da bo vladal mir, ampak da že zdaj ta trenutek. Ravno to sem želel povedati, da napačna postavitev, torej oblikovanje cilja je, kadar bi si človek oblikoval cilj v prihodnosti, torej mir bo, to je napačno, ali jaz bom zdrava, to je napačno. Pravilno je, jaz bom zdrav, oziroma jaz sem zdrava, jaz sem zdrav. Ali v tem primeru, ki imamo številski niz za mir, torej na našem planetu je popoln mir. Vedno, dr. Grabovoj pojasnjuje, da vedno oblikujemo cilje tako, da nam daje optimalnost, torej Grabovoj pravi maksimalni izhod, to bi bil njegov jezik, ampak v bistvu je to, da nam predstavlja tisto popolno idealnost, saj so to tehnike za naš idealni razvoj, za naš idealni obstoj. In koliko časa, se pravi, zdaj smo, recimo, če vzamemo znova primer mir in dajmo tudi pokazati tole fotografijo, tale trenutek, gledamo v tole kodo, se na njo koncentriramo, se na njo osredotočamo in v mislih si ponavljamo: na našem planetu vlada popoln mir. In koliko časa zdaj to počnemo? In sedaj bi recimo lahko se koncentrirali na ta številski niz tako, da bi gledali vsako številko posebej. Torej, ne rabimo gledati celotnega številskega niza, ker nekdo si to v mislih težko predstavlja. Torej, lahko si predstavljamo po 2 številki skupaj, ali po 3, ali pa po samo eno in se sprehajamo po celotnem številskem nizu. In na to vzdržujemo koncentracijo poljubno časa. Lahko minuto, lahko 10 minut. Lahko to zaključimo čez minuto in lahko čez minuto zopet pričnemo. Ni omejitev. Tu bo postavljal, svojo prakso bo spostavljal vsak na svoj način. Tako da kar nekaj teh kod bomo še objavili tudi tale trenutek preko televizijskih ekranov, tako da si jih boste lahko prepisali, pa tudi na naši spletni strani boste lahko našli še kaj. No, tale za libido, to sem posebej danes izbrala, da malce popestrimo. Sedaj pa mogoče tole vprašanje. Trenutno imamo aktiviranih 1% možganskih nevronov. Zanima me, kako bi izgledal človek, ki bi imel aktiviranih vseh 100%. Ja, seveda, mogoče iz zornega kota trenutnega življenja na našem planetu si je to zelo težko predstavljati. Če bi si znali predstavljati, bi verjetno že bili tam, ne? Verjetno, ja. Ampak približek, recimo, da uporabimo nek okvir, bi bil sigurno to dr. Grabovoj, ki nam bi lahko pokazal, kaj v bistvu bi pomenilo 100% razvitost, torej nevronov, za človeka oziroma za človeštvo, ne. In seveda bi se to najbolje pojasnili, če človek pozna njegovo prakso oziroma delo, torej kako v bistvu ustvarjalen je dr. Grabovoj, ki ima torej 5 doktorskih dizertacij, 4500 javno objavljenih dokazil o 100% uspešnosti njegovega znanja, torej vse, kar je počel, je 100% tudi realiziral, ali je to bila nesreča, ali je nekaj materializiral. Torej, govorimo o sposobnostih človeka, ki danes še mogoče niso bile tako izražene oziroma poznane, mogoče so se dojemale kot neka mističnost oziroma čudeži. Ampak v bistvu, kar danes dr. Grabovoj želi, da prepoznamo oziroma da se zavedamo, je to, da mi lahko te čudeže v bistvu realiziramo. In v tem primeru bi začeli govoriti, da bi se približevali o 100% razvitosti naših nevronov in bi recimo materializirali, torej teleportirali, lahko bi levitirali in tako naprej. Telepatija bi bila verjetno osnovna komunikacija. Recimo, telefonov verjetno ne bi bilo, zato ker dr. Grabovoj v bistvu pravi, da že
od otroštva se lahko pogovarja tako z naravo, kot tudi z vsemi ljudmi in to tudi Televizije razume. tudi ne bi bilo, ne? Definitivno ne. Pa verjetno tudi letal ne bi bilo, če bi se lahko teleportirali. Mogoče ne, mogoče bi imeli pa kaj drugega. To je pa res odvisno, oziroma dr. Grabovoj tu pojasnjuje na takšen način, da je vse odvisno od našega kolektivnega razvoja. Tudi v bistvu, če bi se mi kolektivno odločili za to, da bi imeli neke drugačne avtomobile, seveda, bi se mi odločili za to skupaj. Ali lahko ljudje vplivamo na vreme, na preprečitev takih in drugačnih katastrof? Lahko vplivamo na to, da počistimo reke, da pokrpamo ozon, da prinesemo torej celemu svetu mir. Kaj je tukaj, kakšni potenciali so tukaj, ki so nerazviti, oziroma morda celo, če smem biti drzna, namensko narejeni tako, da ne pridemo do teh znanj? Ja, seveda bi jaz to zopet najraje utemeljil na Grabovojevi praksi in če tudi gremo v takšno globino, da je dr. Grabovoj povrnil kirurško odstranjene organe oziroma ozdravil ljudi in pri tem imel 100% uspehe. In v bistvu takšna oseba nam tudi podaja znanje, da bi tako delovali kot on. In zapomnimo se tudi to, da v bistvu dr. Grabovoj je prikazal oziroma dokazal, da človek lahko samo z mislimi rešuje svet. Tako letalske nesreče kot neke druge nesreče. Torej človek lahko dejansko vpliva na to, da bi preprečil kakšne poplave, nevihte in tako naprej. Torej, čisto konkretno vprašanje znova. Videli smo kodo za mir. Če danes vsi naši gledalci in gledalke se koncentrirajo na tole kodo za mir, bomo lahko skupaj na kolektivni ravni kaj naredili. In ali se bo to poznalo? Definitivno se bo poznalo. Ker ravno kot ste videli, sem se že prej malo dotaknil te kolektivne ravni. Tisto, kar mi skupaj na kolektivni ravni formiramo, tisto je naša realnost. In dr. Grabovoj to lepo pojasnjuje. Ljudje torej mislimo vsak dan. In če mislimo vsi ljudje o možnih nekih katastrofah, se to odraža na naši kolektivni ravni. Kolektivna raven je pa v bistvu projekcija oziroma je stabilnost tega sveta. In če si predstavljamo torej, da je naš svet nekakšna struktura vseh misli, vseh ljudi, o vseh stvareh, dobimo produkt našega sveta. In če torej bi dejansko zdaj spostavili takšno prakso, da bi recimo celotna Slovenija začela izvajati to tehniko za celotni mir na svetu, bi dejansko naredili, jaz sem prepričan v to, da bi naredili velik premik v svetu. Odlično, potem pa danes zdaj vidite in čutite, kakšno možnost in priložnost imate. Zapišite si torej 100 1105 010. Zapišite si prosim te številke, osredotočite se na nje, pa da vidimo, kaj lahko skupaj naredimo. Škoditi si absolutno ne moremo, na vse zadnje se koncentriramo na mir, mir za Slovenijo, za Evropo, za cel svet. Najlepša hvala za vse te stvari. Jaz se bom trudila, da bomo uporabo teh številčnih nizov mogoče majčkeno umestili tudi v našo oddajo v tem smislu, da orodje, kanal izkoristimo torej za dobro in da večkrat skupaj z vsemi gledalci in gledalkami se koncentriramo na nek številčni niz in potem dosegamo uspehe ne zase, temveč za vas svet. Tako je. Kaj bi lahko še sporočil, čisto kratko sporočilo ali misel vsem, ki nas tale trenutek gledajo? Čisto kratko sporočilo bi bilo takšno, da v bistvu te tehnike, ki jih podaja dr. Grabovoj, lahko imamo z njimi samo prednosti oziroma samo uspeh, ker z njimi ni mogoče ne manipulirati oziroma ne škodovati. Zato kdorkoli se bi ukvarjal s takšnimi tehnikami, bi lahko sebi omogočil idealnejši razvoj in tudi celotnemu svetu. In zato je bilo to zelo čudovito, da se to tudi širi še naprej, tako kot se je do zdaj. Odlično. Najlepša hvala še enkrat. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšno informacijo na www.klepetofkavi.si. Sicer pa evo ga danes zvečer, če ne prej, pa vsi lepo skupaj se osredotočamo za mir. In afirmacija, ne? Pa smo rekli, na tem planetu, ki je popoln, vsi živimo v miru. V miru.